večer, drage gledalke, dragi gledalci, ponovno smo tu in najprej opravičilo pravi bab, kajti pravi dedi so nas opozorili, da v prejšnji oddaji nismo dovolj eksplicitno povedali zahvalo pravim dedom. Božo, če poslušaš, hvala ti za čestitko za 8. marec. Evo. Kaj pa jaz, komu pa se naj jaz zahvalim? Ti se imaš komu da zahvalim? Ole bo, ko me je v poslu položil, ko sem bila bolana. In zakaj je to smešno? Ja. Jaz bi se pa potem mojemu možu za vrtnice zahvalila. Zelo korektno, zelo korektno. Ja, okej, dobro. Glej, lahko se zahvališ tudi za to, da Joj, to, veš, da sem to gledala, to moram se treba reči. šefici zahvaliti. Draga moja Teja in dragi Boštjan, to je tako zglancano, da se meni očala svetijo in ne moram gledati. Jabke Blešči. so blešči. Ampak jaz Jabke so mislim, da bo počasi že prišli Zdaj bo zvončki. jajce prišle, zdaj bo jajca. Pa jajca, prišle, evo, jajca bravo. bodo prišle, ne, ker, no, ampak sicer zlate jabke so lahko spucane so. veš, to je de pomladno facto čiščenje, se tema reče. Pomladno čiščenje. Že zdaj prej tudi malo čistila, ne? Jezus Kristus, ti, kaj pa ti Slumaš, čistiš? ker sem imela od službenega še pisanja po rokah. Veš, kaj ti jaz predlagam? No. Mislim, kak imaš lahko tuflo mazne, pa dobro, pustimo to. Ja, kaj kratko rokave, človek piše, pa se zdaj to zanima. Ja, ampak Kaj delaš taki ti v so, službi? Tam neko 18. stoletje je bilo, kakšna stara knjiga, kakšen stari film, kakšen stari računovodja, no saj ti nisi, ampak finančnik si, pa so imeli, kak se je reklo, veš, take... Rokavčnike, misliš tiste? Tukaj gumica, pa to ne veš ti. Ja, tak so imeli, da so lahko pisali, ker so takrat pa s tinto računali pa pisali. Res? Ja, take rokavčnike, ti lahko to zrihtamo. Ni problema samo pri nas, nišče tega več ne bi hotel nositi. Zakaj? To je bilo zato, da nisi mogel mazniti denarja. Zdaj pa to ljudje, ne? Žepe. Tako pa, če imaš to gori, pa vse čisto in jasno. Črno, lepo, elegantno, obroki, nič denarja nisi imel vzeti. Zdaj pa Kaj ne, jaz bi pa tu dala za to gumico noter, ker to je bilo tako fajn na široko. Zna biti, da so mogli potem tako pred komisijo slediti. Ja, verjetno so to morali pokazati, da slančiti. nič ni noter. Ja, za Kristus, mani. Dejansko bi, verjetno, če bi Karin to imela, bi mislila, da je to za kakšen novi modni trend. Ja, Sicer mogoče pa Ja, bi nekoč smo verjelo. nekaj podobnega imeli takle okoli nog, če se spomnite, takrat v Ja. času Jane Fonda. Ja, pa one ja. aerobiki Pa smo bili take aerobiko smo pletene, hodili, ja. ne čilne, Evo, pa ja. tole si imel na Kak kvačko na gamaše, odvsem. kot neke gamaše, neke take štrikane. Fajn izgledalo. Ja, dobro Ja. je izgledalo. Pa mi smo dobro izgledali, To veš, tak, takrat, tak. ja. Ja. To si se ne mogoče človek ne verjame, ampak dobro, ja, res je ja. bilo. Se še zdaj to dobro zgledata, ne? Ja. Sploh, če dam očala dol, pol super zgleda. Ja. Ene gube ne vidim, res. Mislim, zjutraj srečem, poglej, kdo je to lepo dekle v gledalu? Seda, ker ne vidim niti ene gube. Brez gub. Vidiš, ta dobra. Malo ste vsali. Hočem vprašati, ker sem potem, ko smo zadnjič govorile, doma sem se spomnila, joj, kaj pa naš mali Majsterček. naš mali avto. Ja, to je bilo Saj iz snega ne vidi. Ja. Kak pa je naš majsterček vozil po vsem tem kupih snega? Ti kaj mi že on kaj videl ven? Ali kak je to lahko vozil? Veš kaj? Ali bi on rabo, ko si ti imela onega? Ali je imel spredaj pljuke venti? Veš Ne, kaj, res. veš kaj vam jaz povem? Majster zataji, metri pa nikoli. Razen neki primadona pa je že dvakrat zatajila. Zbolela in ni bilo daje. Halo. Sam povem. Veste kaj? Pri 39 in kusur med vročine, pa ne veš, ali je 5 popoldne ali je 5 zjutraj, ker te kuri in kuha in ne moreš niti šalce držati v roki, ker te vse boli. Vedve se bo ta pa norca delale z mene, se niste, veš, dobra s tabo. Zdaj bom jaz takoj povedala rešitev za to. Če si ti imela 39 plus, zunaj pa je bilo 20 minus, Minusa. bi bila glih na pravi temperaturi, če bi na balkonu spala. 19, le optimalno. Pa In bi ne lahko si ti funkcionirala. nor, pa ti si fenomen. Le, jaz Veš kaj, zdaj najdem imam rešitev dosti, ekonomsko. imam dosti. Jaz sem bila zelo bolna. Mačka, veš, da mi že eno celo dajo nismo o tvojem najljubši temi govorili. Kaj je novega pri Marpromu? Kaj on viže, da po noči sanjam? Ja, To je ona tema, ko jaz sanjam gospoda Majheniča. A pa je ona ga sanja, Ne, majhnica. Marprom pa v tebi sanja, veš? Ja.
Čeprav sem taka oseba, ki sem zelo pozitivno naravnana, pa ne kritiziram, ampak tega gospoda sanjam, odkar obstajajo prave babe. In to zato, ker si takrat na oni silni sedežnici občepela. Ja, bravo! Tista je bila pika na i. Tisto se je spomin. Ne, to je pravzaprav pravi ded tvoj san. Kaj te je povabil na kavo vsaj? Ne. Na čaj? Jaz mislim, da ne upa. Na čaj o 5. Kaj je novega? Na sedežnici! Na sedežnici. Veš, kak je lep film? Samo veš, kaj vam povem, Krasno. pa zdaj sem se spomnila. Edina sreča je, da ta silni Marprom ni uspel izpeljati ene investicijske razvojne ideje, zipline od trikotne jase do Kulandije. Si zdaj predstavljaš, da tisto zataji, pa binglaš gor. Spet bi nekje ostalo. Ne. Pa vmes se dereš dol, pa ti oni tam iz Kulandije. Jaz imam ful srečo, tako da jaz bi sigurno spet vmes ostala. Ja, ne, ampak to bi bila zopet zgodba turističnega produkta. Kako pridete na zipline in obvisite na njem? In imate Maribor Na dlani. Ja, na dlani. Na dlani. In treba pa še to ekstra plačati, ker imaš ti to eno... Dejansko imaš čas pogledati. Na področju, ker drugače ta zipline gre zelo hitro. Ja, ne moreš gledati. Ne moreš Tu pa gledati, imaš če se pa zastonj. bojiš, pa sploh ne. Zapstojn se reče. Ja. Časi samo Zapstojn. mi smo jim zdaj dali idejo. Ne, sej zipline so hoteli imeti samo na srečo, imajo za Zakaj ga pa 350. nimamo? Zdaj imajo v tem trenutku 350 jurjev minusa, so gotovili. V tej krasni zimi. Ja, niso sfolgali. Kaj niso svolgali? Ja, očitno niso sfolgali tega tak steptat, da bi te bilo uporabno, ker koliko vem, da pred enimi 14 dnevi, ko je bilo krasno snežno vreme, niso uspeli narediti na vrhu Pohorja tiste piste za Langlauf. To vsi moji prijatelji se pritožujejo, da ni bilo, ja. Potem očitno njihova inovacija, da vsake toliko časa crkne vlečnica, se tudi ni pokazala kot rentabilen turistični produkt, ker narod zaradi tega ni drgor, že tisti, ki so to doživeli, niso bili srečni, kar ne morem razumeti. To ne moreš verjeti, da lahko toliko vlečnic, toliko krat crkne v eni sezoni. In to bi morali znati tržiti. Ker tega ni nikjer. In zato, pazi, zato daš za sezonsko karto 470 €. Ampak to ni sezonska karta, ko bi ti razumela, tako da je bila nekoč res neka sezona. Ne, sezona se je začela tam sredi decembra, konc marca se pa konča, ampak po mojem zdaj, ko je tale pomlad, so oni že nehali. Ne, torej za ona 2 meseca daš 470 €. In zdaj se seveda jaz debelo čudim in Marprom tudi neočitno, da kak te ni več idiotov, ki bi to kupili. Pa kak ti ni več turistov v hotelih? Moram pa reči, en plus pa je, za 8. marec je bilo smučanje že za ženske zastonj. Samo nehaj mi s tem, razumeš? Oni bi mogli dati vsak teden zastonj karte nam. Ceneno. Jaz sem užaljena kot ženska, razumeš? Užaljena kot ženska. Nekaj druga ti hočem, na te se še vrnem, ampak moram prvo tu replicirati. Ja, moram tu replicirati. Lep turistični produkt si povedala, tako bi mogli tržiti. Ker dobro smučanje ne moš tržiti. Ker ne funkcionira, ker ni steptano v redu, ker so vlečnice. Pravzaprav so tebi vrnili, kaj za to, da si tam gor čepela, ko je crknilo. Povej nam pošteno. Ali pa oni, ko so iz vica štamfali gor? Naj pošteno povej, koliko si dobila. Pa sem stala, oziroma sedela pol ure, pa se nismo premaknili, pa da je bila itak ledenka, oziroma kot da sem v ledni dvorani, bila pa sem na Pohorju. Jaz sem se dansko peljala 4-krat dol, pa še to samo do Lukeja. No ti je kdo kaj dal za to, da si tam pol ure na oni frdamani sedežnici čepela? Se ti je kdo opravičil? O 11:30 sem že šla domov. Kako pa pol moraš pas na to finto, da so dali za dan žena te pač nekim ženskam kao, konec sezone za njih, pa zdaj ti pač šla za svoj slučaj. Jaz bi šla, če bi imela cajt za 8. marec, ne. Kak bi šla, pa te, mislim... Tale rada sedi tam na toti sedežnicah, pa na toti vlečnicah. Malo ponosa. Se je kdo opravičil, ne samo tebi, vsem ostalim. Ja ne, kako se mi. Neka marketinška, razumeš, v 21. stoletju ali tem ljudem, ali pa jim dati za en teden, izvolite. Ne pa vidiš zopet nekaj, torej očitno nismo prepoznali te njihove sposobnosti, ko se vprašaš, ali se res trudijo, da to vse uničijo, pa da ne funkcionira, ali to pač res po nesreči se zgodi, ne? Ne more po nesreči. Ne more. Dobro, jaz dopuščam možnost, da imajo tudi nesrečno roko. So le sami fantje, ne? To je tudi res. Ampak kaj zdaj mene zanima, ne? Temle smo dali torej zdaj z
upravljanje, ne, tega silnega malega, tvojo najljubše prevozno sredstvo, ki je neverjetnih 30 jurjev dražje od tega, kar imajo v Ljubljani Že istega, zopet Ja, ker ki je ne moramo nenehno biti. pokvarjeno, kar bi zopet lahko bila turistična Kaj v atrakcija. Ljubljani je tudi pokvarjen? Koliko jaz vem? Ne. Parkrat vseh teh letih, pa imajo kar nekaj. Pa cenejše imajo. Ampak najbolj luškano pa je to, ker ti se nenehno jeziš zaradi imena Majster. Veš, kak je bil prva ideja, kak bi se imenoval tale naš, Ne, to pa ne vem. vemo, kak se imenuje ljubljanski tale avtobus. Kavalir. Ja, Kavalir. No, To mi je naši všeč, genialci, Kavalir mi je všeč. Ja, naši genialci so hoteli dati nekaj isto frajerskega in so rekli, da bo naš avto, tale mali, ne, imenovan frajer. Skrizo. Ne, To pa je frajer. podno, Ja. nekaj Ampak frajer bi vsaj pasal k temu, ne? Ja. Ker pri frajeru se je znalo, da te je pustil, da ni prišel na sestanek, da ni imel denarnice, da bi ti plačal. Kavalir to Da vedno se naredi, mu je tako? dozad. Tako, evo, no to Bravo. vidiš, ne? No, In vidiš. če bi ta zadeva imela ime frajer, bi mi te napake razumeli. Ampak najbolj luškano pa še to. Tile zdaj utemeljujejo, da kaj se zdaj mi nekaj razburjamo, da to ne dela. Kaj se te razburjamo, da ne dela? Saj je v garanciji. No, to sem ti hotela reči, Madonna. Vse pa je v Ne, zdaj pa bi garanciji. jaz vprašala tega, o katerem ti sanjaš, ne, vsako noč, ne, ali pa on tebe, ali kakorkoli že. Že kdo koga, ne. ja. Poznamo se, pa se še sploh videla nismo. No, evo, Ja. tako To je ne. to. Zato da ne veš še smiselno, da sanjaš Kaj o bi ga njem. vprašala? Jaz bi ga vprašala, da a bi on, kadar bi šlo za njegovo domačo stvar tako, recimo, Avto, na primer, recimo, ali pa domači. moj čuveni hladilnik, na primer, ne, če Ja. se spet vrnem na mojo priljubljeno Ja. temo, ali bi on to gledal, da bi vsakih 5 dni hladilnik peljal na servis. Mislim, Je gledal? Ne. Ne bi, najbrž da ne. Jaz sem leto Pa na nazaj, hladilnik daš 150 evrov, zato ti frdamani trek pa smo dali 70 evrov. Ampak po drugi strani, evrov. po drugi strani si verjetno misli, se pa, ko ga ni bilo, ste tudi živeli, pa ste hodili po ulicah Ja, Maribora. ti- Tako To zdaj, ni ko ga nič malo narobe, ni, ampak tokrat je dal naš denar v to. Naš denar. No, moče tebe ne, ker nisi Mariborčanka, ampak mi dve pa od najnih dohodkov dajemo v budžet, s katerega Za se fajn majstra. napajajo. Ja, seveda, da ja. Se pa ga ni kupil iz anonimnih popolnoma sredstev. nelogično, ti gospodje, ti praviš, so gospodje tam, ne? Vsi imajo dobre avtomobile. Zagotovo imajo. Edino po snegu najbrž ne znajo voziti, to smo No, prej že ugotovili. to je ja. tista teorija, to Ja. je resno, ampak si predstavljaš, da ta gospod, o katerem ona sanja, kupi nov avto, in to dober avto, zagotovo, in v roku 3 mesecev mora iti 3-krat, 5-krat, 8-krat na servis. Kaj bi naredil ta gospod s tem avtom? Po mojem bi se Nazaj. zapeljal drito v ono, kaj je že salon, rufno. tu ga imate Bi- Tu zdaj. ga imate pa žrite. Bi že imel novega, ne? Bi ga že Točno, menjali. Točno. Ja, ne bi pristal na garancijo, ne? Mislim, halo. Bogi majster, bom jaz rekla, bogi majster, res sem. Ne, Ne, Mislim, mogoče bi ne, mogli te- zdaj mi res predlagati, da oni to preimenujejo, ker frajer bo bolj ekvivalentno temu, kaj s tem Jezus avtobusom imamo. Kristus. Ne? Frajer Mislim, pa je saj se ne ali bo- pa ni, se nam bojo- dela ali pa ne dela, Se nujno je pride ali pa ne ni, pride. pride Vse ali pa ne goske in pride. krave se Ja. nam bojo smejale. No, jaz samo čakam, da bo, tako si ti zadnjič že rekla, da pomlad prihaja. Ti si rekla, da Ja, pomlad. pomlad prihaja. In jaz mislim, da bodo prišli tudi turisti, veš, Ki bodo hodili prišli peš. tudi turisti in se bodo z našim malim avtkom, naš mali avto, ja se bojo vozili, veš. Turizem, to je bodočnost, deca moja, turizem. No, samo zdaj, če si opazila, ne, so ti naši hoteli spremenili podobo, pa imena, ne, Ja. v neke, ne bom rekla kaj. One tam gori na Pohorju imamo zaprte, ker jih terme več ne želijo imeti. Ne. Mislim, Stečajni je uspel prodati, kaj, kdo je to zdaj razlagal? Kaj je uspel prodati? Na dražbi Avto? 10 let Star? staro krtijo. To od je- avta. je prodal. Tisto je prodal, no, ne, tisto je prodal. Hotelov, ni Ne nikogar, mo- torej, se kam bodo pravi- tudi tvoji turisti z tem malim avtekom se vozili? A ja, to ti 200 5 metrov po mest ima. centru mesta. Pa pol boš ja, šli pa domov. krožna vožnja. 5 mest je, koliko mest? Ja, gled, to bi lahko imeli pravzaprav turistična vožnja, ko, če imate znanje popravljanja, ne, lahko tudi pomagate popraviti. Ne, to je ena, To je druga ono, bi bila pa do it turist- yourself vožnja. Ja. Ne, druga vožnja bi pa lahko Blago bila, za blago, a, šraufaj pa se veš, vozi. Tisto, kot se reče pri južnih bratih, koče prije. Veš, ne, zdaj ena skupina turistov, ne, zdaj pa ta avtek jih sprejme 5. Zdaj pa ono, štart, ne, pa finiš, prvih 5 slako hitro, kdo bo prvih. Imajo tudi rekreacijo, tek.
na kratke proge, šprint. To je res, Ja. ampak ne že verjela, ne, jaz to recimo toliko časa pač preživim na ulici, ne, ker sem Ja, v ker si centru pač doma. tam ne. doma, ja. Uličarka. Jaz sem uličarka, tako rekoč, ne. Uličarka, wow. Torej, ne, kar sem do zdaj opazila v tem avtobusu, ko ni neke gužve. Ne, razen šoferja, težko, ko ga vidiš noter. no. Ne, da, jaz bom samo rekla, ko je slabo vreme, se najde kdo, ko se pelje z njim. Dež, No, zdaj pa razen dež. zimi, ne, ker v zimi ga ni bilo za opaziti, da slabo vreme je samo kadar je deževno Ni slabo imel vreme. pruga spredaj, Ja, kako to je bi Samo pa nekaj grozno. druga, zdaj moja dame, ne? Dobro, zdaj smo tu turisti, da Bog da in že kdo, da pridejo. Ne? Samo eno mesto, kot je Maribor, kaj je z našim zavodom za turizem? To je pa tudi luštno gledati zdaj, ne? Čakaj, zdaj bom tebe, ko zopet ti veliki finančnik, jaz namreč ne razumem. No, povej. Nekaj ne razumem, berem, pa nekako znam brat, pa nisem najbolj glupa. Berem mariborski del zgodbe Ja. in popolnoma verjamem, da bi morale te primestne občine, ki so, to boš ti vedela, kak je to, ko so, poslušaj, otrok, ti bom jaz dala eno, ne boš nehala, veš, da zeha. Mislim, kaj da hoče s tema kaj povedati? Ja. Mislim, kaj bo naša publika rekla na to, da ena od pravih pa zraven zdaj, halo? Tekst mi je šel, kaj bi se ti malo skoncentrirala, za Boga milega. Zavod za turizem, za mene kot mlado damo. Mislim, dragi moji, Rajši naredi dajmo bolj. zdaj na oglase, da se ona odzeha pa naspi. Si se prišla k sebi? Ja, sem. Me poslušaš? Sem šli počasi Ja. spat. Ja, okej. Listen to me very carefully, because I will tell you this, a kak že je, ne? Ja, Ne, ja. I will tell you this only once. Tak ne ve. Only once. Ja, to mi razloži, ker ne razumem. Mariborska občina, pa primestne občine, pa zavod za turizem, pa je to skupaj. Pa zdaj berem, da pravi naš šef, da Kdo je naš šef televizije? ne, Ne, naš šef vprašam. mesta, da primestne občine nič niso plačale. Šefi primestnih občin, župani, no, ampak dobro. Šerifi. Zakaj bi pa oni plačali, da ni nobenih papirov, odkot je prišel naš župan na do teh cifer? Zdaj pa ti to razloži. Ali je to, bi morali plačati, ne bi morali, kak je s tem? Zdaj zopet, če pogledamo zgodovinsko, ne? Nekoč smo bili Joj, velika... zgodovinsko, ti treba mi je- povej, kaj Torej, ja. nekoč je bil Maribor velik, enovit. Potem se je Je bilo razdelil v vse malo te- milijardo malih Ja. občin, pa Ja. velik Maribor. Ja. In v okviru tega smo imeli cel kup javnih zavodov, podjetij in tako dalje, ki so bili občinski prej od velikega Maribora, zdaj pa Zdaj seveda so pa- tudi male občine solastniki. Ja. Kolikor se jaz spomnim, Zavod za turizem nikoli ni bil razdeljen med male občine, ampak šele 2012, se pravi kar nekaj let zatem, ko so se te delitve zgodile, mislim, da je takrat bil Kangler župan, je njim podaril, kadar boš nič plačale, deleže v Zavodu za turizem. Se pravi, od Zavoda za turizem solastnice so tudi male občine. V vsem tem času plačuje Mestna občina Maribor vse stroške, ki pač treba za delovanje tega zavoda, kao vse Mariborska občina plača. Ja. Dobijo seveda oni sredstva tudi s projektov in tako dalje, ampak v osnovi to, da lahko delujejo, in financira Mestna občina Maribor. Ostale občine, koliko jaz opet razumem, so vedno razlagale, Zavod za turizem Maribor ne dela za nas primestne občine nič, zato tudi ne bomo nič plačale. Se pa, koliko se spomnim, je zdaj zapletla zgodba zaradi odstavitve direktorice. Ja, tu bi pa oni glasovali. Tu bi pa oni glasovali, ne? Zdaj pa seveda čakaj zdaj malo, ne? Po eni strani si lastnik, solastnik, glasoval bi, torej neke pravice bi izkoristil, plačal pa ne bi, ne? Aha, To je zgodba. aha, to je tista stara stvar, priznavam samo, kar meni paše, Ja, ne? ono, kar pa mi ne paše, Še pa ne tistega pa priznavam. ne ne. priznavam. Jasno. Ja, ampak to je pač vedno bilo neko tole, bom rekla, nasprotje med manjšimi občinami in veliko občino, ne? Vsak se je vedno čutil na nek način izigran. Male občine so se čutile izigrane, da kao ne morejo soodločati, velika mariborska občina pa si vedno rekla, evo, še za vas mi vse financiramo, ne?
Podobno je še pri kakem drugem zavodu ali pa bom rekel kakem podjetju, recimo lekarne, so tipični taki primeri. Tako razna druga, ne vem, podjetja, javna podjetja, ki imamo, ker so tudi druge občine solastniki. Tako da ja, teh problemov je nešteto. Ampak apropo, turizem gor ali dol, ne, imamo pa vse tedne restauracije. Evo. To je pa zdaj edina rešitev, ne, da vsaj nekaj onega. To pa ne vem. Včeraj mislim, da se je začelo 16. pa do 25. traja. Tako da jaz imam svoje restauracije, ki je vedno pridem pogledati. To je tudi za tiste, ki celo leto šparajo in pol grejo, ker je cenej, ne? Ne, to je tudi za tiste, ne, ko se rečemo, to je trenutek, ko lahko greš pogledati, kaj naši šefi v kuhnah znajo narediti in se pokazati tudi za ta mali denar. In ti pač probaš in vidiš, ali je kuhinja ok, ali kuhinja ni ok. Kje pa jaz najdem, verjetno moram najti neki seznam. Na internetu, na spletni strani je teden restauracij, imaš po regijah, imaš razdeljeno gostilne, ki sodelujejo. Ki sodelujejo, no to. Tada bom rekla, se pravi, mi hodimo v sosednjo, ne, Prekmurje. A ti greš Prekmurje? Ja, Beltinci, gostilna Tonček, to je za nas ultima, kjer vedno gremo. V Mariboru pa imaš tudi kar nekaj, recimo Fudo je že nekaj takega, kar je potrebno iti pogledati, kaj naredijo. Jaz sem pa šla malo na Gorenjsk. Tudi ni slabo. Ja ne, ampak Gorenjska je druga regija, Gorenjska bo imela pol komaj teden pol. Ne, istem tednu imamo vsi. Imamo vsi. Vsi imamo v istem tednu, cela Slovenija. Torej jaz sem celo enkrat uspela tako, da sem bila na Hrvaškem, tisti vikend sem si na morju torej vzela v hotelu sobo z zajtrkom, potem sem pa v Slovenijo hodila jest na tedne restauracije. Tada sem še Primorce vse spoznala. Zmašala si se, ne? Ja, bravo. To zdaj ne moreš, ker imaš probleme prek meje priti, ne? Pa zastoji pa tak dalje, ne? Tada evo, ne? Tada evo vsem, uživajte ob hranju tedno restauraciji, za vsakogar se nekaj najde in dobro je. In dobro je, medve veva, da je. Ja, to je ti to. Pa tak ne rabiš jesti. Taka tak si. Pozdravljeni. Pozdravljeni.